Dobrodošli. Moje ime je Lisa. Jaz sem profesorica angleščine pa nemščine, drugače pa ustanoviteljica platforme Razturi na maturi. Ampak današnji webinar je v bistvu namenjen temu, v bistvu namenjen je enemu vprašanju, ki ga jaz res v tem obdobju pač največkrat dobim od dijakov, s katerimi pač delamo, se učimo, pripravljamo na maturo. In sicer najprej sploh, kdaj je pač najboljše, da se začnem pripravljati na maturo in na kakšen način naj se sploh lotim pač priprave na maturo. To je stvar, ki je popolnoma normalno, da pač vas zanima oziroma da ne veste čisto, kako se tega lotiti. Pač meni se zdi, ja, verjetno ste navajeni pač se za vsak test posebej, a ne, učiti sproti ali pa ne sproti. In vseeno je pa pač za vsak test ali pa za vsako spraševanje precej manj snovi, a ne, za obdelati, oziroma že kdaj se vam zdi, da je že za en test veliko, pa niti ne veš, kje pa kako začeti za maturo. Pa tam so pol še jih je toliko več skupaj v istem nekem obdobju oziroma v razmaku pač nekaj dni, nekaj tednov, vas pač res veliko enih preizkusov čaka, tako da je popolnoma normalno, da vas take stvari zanimajo in super je, da že zdaj razmišljate o tem, tako da pohvaljeni v bistvu vsi, ki ste danes sem prišli, ful ste na dobri poti, ker pač marsikdo se tega še ne sprašuje, ampak ste vi tule v prednosti, tako da bravo, super. Jaz bi za začetek, upam, da se vam je zdaj, da se vam je na ekranu samo 4 vprašanja imam za vas. Če lahko samo malo poklikate. Samo toliko, da jaz vas malo spoznam, no, verjamem, da se nič kaj veliko od vas ne želite oglašati ali pa preveč izpostavljati tukaj, zato sem tudi samo to naredila, da lahko poklikate in pač se ne rabite izpostavljati kakorkoli. Samo toliko, da malo vem, kdo je, se pravi, večinoma greste splošno maturo pisati, vidim. Okej, kar nekaj vas že uporablja platformo, več vseeno ne. Na inštrukcije večinoma ne hodite in nekaj saj mislim, da ste več ali manj, še ene 3 morajo odgovoriti, pa bo. Super. Okej, mislim, da ste zdaj vsi. Super, super. Okej, hvala. Evo, samo toliko, da vem, ne bom niti šerala teh rezultatov, ke za vas niti niso bistveni. Tako da, okej, kul. Pol pa najboljše, da kar začnemo, ne. Jaz mislim oziroma nekako tako planiram, da bom jaz ene tako približno 20 minut, pol urice rabila, da gremo malo te osnovne stvari čez. Zdaj glede na to, da je to webinar, je tule, mislim, da opcija chata oziroma Q&A, kjerkoli pač najdete, da lahko se javite oziroma napišete vprašanje, ga lahko napišete. Tako da če bo že sproti, ke bom jaz kaj razlagala, se pač vam kaj padlo na pamet, pa boste hoteli kaj vprašati, komot napišete, če ne, bo pa tudi na koncu še čas, da pač postavite kakšno vprašanje, če vam kaj ne bo jasno. Jaz sem tudi nekako tako splanirala, da sem pripravila pač to neko prezentacijo, tako da imamo v bistvu en tak overview, se pravi, da dobite eno tako celostno sliko, kako se na splošno lahko pripravljate, a ne, kako si splanirati, kako se zorganizirati in tako naprej. Pol bi pa mogoče znotraj tega, ke boste imeli kakšna specifična vprašanja, se lahko dotaknili še, a ne, specifično za kakšen predmet, se pravi, saj bom vmes dajala kakšne primere, a ne, kaj za angleščino, kaj za esej, matematiko in tako naprej. Ampak zdaj bom vseeno to bolj splošno govorila, pa potem, če boste imeli kakršnakoli vprašanja, se komot, a ne, lotimo še vsakega predmeta posebej. Tako da samo toliko, da imate to v mislih, no, da lahko že vmes kakšno vprašanje glede tega postavite. Okej,
Um, Mislim, da sem v 3, 4 točke približno razdelila to vse skupaj. In če mene kdorkoli vpraša, kdaj pač je idealno, da se začnemo pripravljati, potem je moj odgovor marca. Tako da v bistvu je zdajle idealen čas. Aha, dobila sem eno sporočilo, da mogoče malo štekam. A mogoče lahko samo en thumbs up ali pa karkoli nakažete, da vidim, da me slišite? Okej, okej, super. Če bo karkoli drugače vmes kaj zaštekalo, drugače tudi snemam ta webinar, tako da če bo kdo želel posnetek ali pa kaj, mi lahko pošlje, sporočilo, pa boste dobili tudi posnetek, okej? Tako da upam, da ne bo kaj štekalo. Okej, v glavnem, gremo nazaj. Se pravi, idealen čas je zares, da začnemo marca z učenjem. To pač zdaj ste vi v ful, ne zdaj premoči, ampak ful super za vas, zaradi tega, ker recimo ste se tega udeležili oziroma se malo angažirate v tej smeri. Res si lahko ful olajšate vse skupaj, če se pač začnete zdaj počasi pripravljati. Nobene panike, če se še niste nič ukvarjali z maturo, to je vse okej. Velikokrat vas pač tudi profesorji na šolah ali pa starši ali pa kdorkoli vas lahko malo prestraši s to maturo. Pač ni to grozno vse skupaj, ampak je pa pač res, da boste imela ne tako zelo na enem kupu, pa veliko snovi za predelati. In takrat je pač precej stresno, a ne, pa one teste pol pišeš, pa če ti en gre malo slabše, ti takoj ful motivacija pade, pa se je težje za naslednje učiti. In jaz vam polagam na srce, da pač če se le malo zorganizirate, si lahko zelo, zelo olajšate tisti čas pač od maja do junija oziroma pač tisti en intenziven mesec recimo, si ga lahko res, res močno olajšate, če že zdaj začnete pač tako malo ker na tak način boste tudi vi z veliko manj stresa in veliko bolj tako v easy šli čez to in boste imeli v bistvu do takrat že nekako predelane oziroma predelane, ja, vse te snovi, ke pač jih rabite vedeti, a ne, za maturo, a veš, da tudi ponovite iz prejšnjih let zadeve in vse. Ampak hkrati boste imeli pa pač takrat v tistem času, ke bojo testi, vseeno več časa, da snov pač ponovite. Ne da se jo morate, zdaj bom rekla, iz nule učiti, a ne, saj ni, da se morate vsako snov iz nule učiti, samo, a ne, veliko snovi vseeno pozabimo, glih se spomni kdo, kaj smo v prvem letniku delali, kaj takega, ne, tako da, je to super tajming, da si recimo zdaj v, ne vem, naslednjem tednu ali pa dveh, nekako zorganizirate vse skupaj. Se pravi, da za vse tiste predmete, ki jih imate pač na maturi, za večino so verjetno to pač slovenščina, angleščina, matematika, pa 2 izbirna, da pregledate, katere so recimo ključne teme za vsak predmet. Ključne teme recimo, če niste ziher, katere so. Ena stvar je, da lahko pogledate maturitetne kataloge, ke so naloženi na Ritcu, pač na njihovi spletni strani, drugače pa tudi za tiste, ki pa recimo uporabljate platformo našo, pa samo pač, če greste pod predmet, pa vidite, katera poglavja so vse gor, so pač to ključne teme za vsak predmet. Tako da to je pomembno, zato da imate en pač pregled vsega skupaj, da veste, koliko je pri katerem predmetu snovi, da pol tudi veste, da če pri enem predmetu, če vidite, da je ful veliko snovi, da mogoče veste, okej, za ta predmet mogoče si raje malo več časa vzamem kakor za pač enega drugega, kjer je pol manj snovi recimo za predelati. Primer za matematiko, ke ima kar veliko snovi, boste recimo vseeno rabili več časa kot, ne vem, za psihologijo ali pa kaj takega. To sta recimo 2 taka predmeta, ke, jih veliko ljudi ima na maturi. Tako da ja, a ne, toliko, da veste, a ne, da so različno obširni predmeti
in da se na njih tudi v različnih timingih lahko začnemo pripravljati. Tako da mogoče res glih za te slovenščina, angleščina, matematika, ki jih imate v bistvu največ ur v gimnaziji, srednji šoli za te 3 predmete, so tudi pač po obsegu najobširnejši, medtem ko za izbirne predmete vseeno majčkeno manj. Mogoče med izbirnimi predmeti čisto po izkušnjah izstopa biologija potem, da je majčkeno bolj obsežna kot mogoče ostali izbirni, ampak vseeno manj kot pač te 3 obvezni. No, in ko v bistvu pridete čez to, se pravi, da imate pred sabo neki seznam oziroma neki pregled vseh snovi, a ne, ki jih morate za vsak predmet obdelati ali pa ponoviti ali pa pač samo iti čez, malo zvaditi, je fino, da si pač postavite neki urnik. Zdaj, ta urnik, dajte probati ga vsaj čim bolj realističnega narediti. Verjetno ni glih realistično, recimo, da si rečete, ja, okej, vsak dan bom pač, za vsak dan bom en predmet obdelala ali pa bom pač eno tematiko obdelala ali nekaj. Verjetno je bolj nerealno, da čisto vsak dan delate, vseeno imate verjetno še sprotne teste, spraševanja, vse ostale stvari, tako da si je težko predstavljati, da si boste pač, razen če ste ultra, ultra zorganizirani, da pač si boste kar vsak dan vzeli čas še za nekaj dodatnega, kar sploh ni za sprotne stvari, a ne. Tako da pač jaz bi vam predlagala, da si tako rečete: "Okej, ne vem, 2 dni ali pa 2, 3 dni v tednu si bom vzel, da nekaj naredim." Toliko že pač imate naštudirane svoje urnike do zdaj, da veste, okej, mogoče en dan med tednom imam kakšno popoldne malo več frej časa, pa recimo med vikendom pač imam, ne vem, v nedeljo popoldne pa v soboto dopoldne recimo frej, pa si lahko pač takrat nekaj stisnem noter še dodatnega. Se pravi, pač glede na to, koliko poln urnik stvari imate, si nekako realistično postavite neki urnik učenja. Zdaj, to tudi ne pomeni, da morate, a ne, od zdaj pa do mature vse vikende presedeti za knjigami, daleč od tega. Fora je samo v tem, da si mogoče, ja, v soboto 2 uri pa v nedeljo 1 uro ali pa obratno ali pa nekaj takega. Ni treba, da so to pač neki ogromni kosi časa, da morate pač celo dopoldne presedeti ali pa cel večer presedeti. Pač res tako, malo naredite po občutku oziroma koliko že imate neke navade se učiti. Drugače pa tukaj recimo pri postavljanju urnika si lahko precej tudi pomagate, ne vem, s kakšnim ChatGPT-jem, a ne, lahko napišete, ali pa lahko daste noter naložite svoj urnik pa rečete: imam te predmete, imam tak urnik, nočem za dodatno učenje porabiti še toliko pa toliko ekstra časa, lahko namenim temu toliko pa toliko časa, pač pomagaj mi sestaviti urnik, da bom pač v tem obdobju lahko pač obdelal vse te stare snovi. Pa si pol spet, kar tam dobite, pa si lahko spet po svoje prilagodite, saj ni treba se tistega čisto dobesedno držati. Ampak samo toliko, a ne, da če vam je težko, če ne veste, kako bi se lotili delanja takega urnika, da vam lahko recimo to pomaga sestaviti neko ogrodje. In ja, tudi to je, če veste, da vam pač vsaj en ali pa 2 izmed teh predmetov, ki vas čakajo na maturi, gre malo slabše, da že veste, da pač že v šoli imate malo slabše ocene pri tem predmetu ali pa da veste, da pač ali vam ni všeč ali vam ne gre prav dobro, da daste temu prednost. A ne, verjetno boste za tak predmet pol tudi malo dlje časa rabili za učenje, za pripravo, tako da je fino, da takim zadevam tudi date prednost, se jim prej posvetite, da tudi pol ni tisti zadnji trenutek panika, a ne. Recimo jaz zase vem, pač če bi šla zdaj še enkrat lahko vpisat maturo, bi si sigurno več časa vzela za matematiko, ke mi je šla ful slabo že itak celo gimnazijo, in tudi me je bilo najbolj strah matematike na maturi in vse, in bi mogoče malo več časa posvetila temu. Jaz sem se pa temu pač raje malo izogibala, zato ke mi pač ni šlo dobro, in pol sem raje delala, ne vem, naloge za angleščino, ke so mi vedno vse super šle, ke se zares nisem rabila učiti, samo
pač je bilo tisto ful lažje delati. Tako da malo se je treba tle soočiti s sabo, pa pač si priznati, kere stvari vam grejo boljš, kere vam grejo slabš, pa pač se ne izogibati unim stvarem, ki vam grejo slabš, ker če ne se to sam nabira in je na koncu en tak snowball efekt, da se vam pač sam na koncu čist preveč vsega nabere, pa pač ne morete normalno obdelati in ste pol pač sam še v stresu glede tega. Tako da, to je mogoče moj nasvet, mislim, prva točka, da se zorganizirate in si sestavite pač nek urnik. Če boste želeli, vam bom pol na koncu še v chat poslala en tak study planner template. Ne vem, ga kdo že ima ali kdo še nima, ampak spomnite me na koncu, da vam še to pošljem. Jaz sem sestavila tako dva različna study templata za dijake, pa se je že ful dijakov učil po tem templateu, pa sem dobila zelo dobre feedbacke, no, tako da lahko me na koncu še spomnite, da vam to v chat pošljem. Druga stvar, ok, se pravi, zdaj smo si zorganizirali, napisali teme, imamo pač nek okviren urnik pripravljen, zdaj pa pač čas, da se začnemo učiti. Pač ono planiranje, načrtovanje, tisti vse super, je prav, da to naredimo, ampak pol je pa pač to treba v neko realnost spraviti. In zdaj tukaj imate več stvari, ki so pomembne, a ne. Zdaj vsak se pač uči na nek svoj način. Eni se učijo iz svojih zapiskov, eni se učijo iz učbenikov, eni se učijo pač iz nekih online virov, pač kakorkoli že. Tukaj so tako 4 točke, ki so precej pomembne oziroma iz katerih se res večina ljudi najlažje uči oziroma da se večina najlažje na tak način pripravi. In sicer prva stvar je, ali da si narediš svoje zapiske, ali da si vsaj na kup spraviš pač zapiske od različnih tem, različnih predmetov. Kakorkoli že pač tebi to ustreza. Lahko so to neki miselni vzorci, lahko so to samo pač neke oporne točke. Pač na kakršenkoli način vi najlažje sprocesirate vse informacije. Tudi na naši platformi so v vsakem poglavju narejeni zapiski, ki si jih lahko zloadate, vam bom dala kje, če slučajno kdo ne ve, kje so. V glavnem imate za slovenščino, angleščino in matematiko, a ne, za vsa poglavja, za vse te teme narejene zapiske, kjer so pač res tako povzetki teh glavnih stvari, ki jih res morate vedeti. Tako da zapiski so ena stvar. Zdaj, a ne, če vam manjka kakšna razlaga oziroma če pač kakšne snovi ne razumete ali pa se je ne spomnite, ke ste jo pač delali pred 3 leti, si vedno lahko tudi video razlage pogledate ali pa pač greste čez stare zvezke, stare učbenike, kakorkoli. Druga stvar, ki je tukaj ful pomembna, je, da počasi začnete, če še niste, da začnete reševati stare maturitetne pole. Te pole si isto lahko na platformi Razturi na maturi zloadate, drugače so pa tudi na Ricu, ampak recimo pri nas na platformi imate tudi rešene, se pravi, da imate video razlage v bistvu, kjer z vami rešujemo maturitetne pole in lahko v bistvu vidite, a ne, kakšni so postopki reševanja, kako se lotevati nalog, in da tudi, a ne, saj na Ricu si komot zloadate rešitve, tukaj pa dejansko, a ne, vidite postopek, kako se pride do rešitve, kakšne so pravilne, kakšne so napačne, kako pač prideš do pravilne rešitve. Tako da ja, pač stare maturitetne pole so super za reševati, tudi če je kaj, so pač nam kakšen drugačen način, ke so pač tako tudi mature iz leta 2004 tam gor, ke pač ja, okej, so bile malo drugačne mature, še vedno, a ne, so vrste nalog pa pač snovi, ki se preverjajo na onih starih maturah, iste, kakor se zdaj preverjajo, tako da nič bed ni, tudi če one ful starejše rešujete. Potem je ena stvar, ke vam bo pač pri vseh predmetih v bistvu zelo prav prišla, je pač, da se malo preverjate. Zdaj to lahko se pač skupaj zmenite, to v bistvu ti zadnji 2 točki gresta dosti skupaj. Se pravi, lahko se zmenite pač, ne vem, ena grupa prijateljev, prijateljic, sošolk, sošolcev, da se pač zmenite, okej, ne vem,
Vsako nedeljo zvečer se dobimo, pa pač skupaj malo delamo za maturo, pa lahko tudi malo en drugega, ne, sprašujete, si razlagate, si pomagate, dajete skupaj, ne vem, sestavljate skupaj zapiske oziroma pač kakršnekoli materiale, ki jih imate. In na tak način, a ne, je pač prvo se veliko lažje spraviti, ker vas je več skupaj, tudi če ste samo v paru, a ne. Veliko lažje se je na tak način lotiti, se enemu ne da, pa te drug malo povleče, pa reče, dej, pač gremo to zdaj narediti. Ke pač ja, ke si sam, hitro malo vzameš telefon v roke, pa pač se zamotaš z drugimi stvarmi. Tako da to je vedno fino že za neki, temu se reče accountability, se pravi, da, a ne, če nekdo se hoče malo izogibati, te drug malo zraven potegne in obratno. In ja, da se tudi preverjate, da recimo, ne vem, če se pripravljate na esej, napišete esej, pa si jih, če jih že ne date, ne vem, profesorjem ali pa nam za preveriti, lahko jih en drugemu, a ne, saj vedno vsak najde, saj ni nujno, da boste, ja, pač našli vse napake pa pač pisali zdaj en drugemu perfekt, feedbacke, ampak vsak bo kaj našel, a ne, in bolj ke sodelujete med sabo, bolj ke si pomagate med sabo, veliko lažje vam bo in veliko bolj tako si boste tudi zapomnili kakšne stvari, ke se bo vmes kdo kaj zmotil, pa se boste nasmejali, pa bo iz tega fora ratala, pa si boste hitro, mislim, veliko hitreje zapomnili pač neke informacije, ke pač ja, če se sam učiš, ne vem, jaz nisem ful sama sebe zabavala, sem se sama učila, če sem pa pač se učila s kakšno prijateljico, sem pa veliko lažje si pač neko zadevo ali pa neko asociacijo zapomnila. Tako da ja, in pač ja, tudi ke rešujete neke naloge, recimo pri matematiki ali pa pri gapfilih, pri angleščini, a ne. En ve nekaj, drug ve nekaj, če nekdo nečesa ne ve, ziher en ugotovi ali pa zna pomagati, tako da je vedno lažje tudi, mislim, na tak način tudi malo hitreje, pridete iz tega, a veš, če se nekomu kje zatakne, če nekdo ne ve čisto, kaj narediti pri kateri nalogi, spet skupaj tako stvar veliko lažje ugotovite, ali pa vsaj, če sta dva skupaj, kot da pač se vsak sam zase doma uči. Ker velikokrat pol tudi takrat, če se ti zatakne, ti pol vse dol pade in pol pač pustiš vse skupaj. Tako pa pač si lahko skupaj pomagate. Tako da to neko skupinsko ali pa v paru učenje, je res priporočljivo in vam res lahko pomaga, da pač se malo lažje spravite, ko samo skupaj. Okej. Tole recimo, to, ke smo zdaj šli čez, se pravi, da aktivno, a ne, ponavljate snov, delate vaje, pač rešujete stare maturitetne pole, to je fino, da zdaj že recimo, a ne, čim prej v marcu začnete delati in da pač postopoma ponavljate tisto snov, ke pač je za ponoviti. Po pa in to delate vse recimo čez, ne vem, sredino marca pa cel april, po pa pride že maj, ne, po prvomajskih, počitnicah imate tisti, ke greste na splošno maturo, že esej. Tako da takrat se pa pol malo bolj resno začne vse skupaj. Ampak če pač ste se držali nekega tega svojega plana, potem ste tudi glavne te vse tematike do takrat že predelali. In je potem pač v maju pa v juniju, pač kakor imate še, do konca za odpisati oziroma do pač zaključka, imate pač čas, da malo bolj intenzivno ponavljate. Se pravi maja recimo po eseju ali si še pripravite neke povzetke, snovi, pač nekaj, kar res na hitrico, one res nujne glavne stvari lahko ponovite, da res še več pol rešujete, da si mogoče tukaj tudi dodate ta časovni vidik, a ne, se pravi, da, ne vem, rešite eno polo, pa se zraven še štopate, glede na to pač, koliko časa imaš pri vsaki poli za rešiti. Da se pač tudi na to navadite, da vidite, a ne, a vam po navadi zmanjkuje časa ali vedno v redu čez pridete. Tako da to je tudi ena taka stvar, ke je po navadi ne pomisliš, a ne, vedno se pač vsi osredotočajo samo na snov in so pač čisto sfokusirani na to, okej, to se moram naučiti, pa še to, pa še to. In ja, saj super, saj pač ja, valjda, se je treba naučiti, ampak hkrati pa ne pomislijo, a ne, kako pa je pol dejansko na maturi.
Tudi, če nam sledite, mi bomo delali še webinarje, posebej za angleščino, posebej za slovenščino, posebej za matematiko, tako da v njih se le udeležite, se boste videli oziroma dobili obvestila. Ampak še vseeno, ne, če pač kjer vam bomo na teh webinarjih povedali, kako točno bo izgledala matura, koliko časa imate za vse, kaj vse imate lahko s sabo, pač na vsa ta last minute, panična vprašanja bomo odgovarjali. Ampak pač fino je, da že malo prej stestirate. Sej velikokrat ste v šoli, mislim, velikokrat že v šoli to s kakšnimi profesorji sprobate, a ne? Če ne drugega, so pač tudi predmaturitetni preizkusi temu namenjeni, ki ste jih verjetno ali pa jih boste zdaj malo pisali. Tako da ja, pač to je vsekakor fino, da si kdaj že pač tudi to časovno omejitev za, ne vem, rešiti eno maturitetno polo date, pa se malo preizkusite, da vidite, kako pridete na tak način čez. In tudi med tem, ko boste pač ponavljali te stare stvari, boste tudi verjetno že dosti hitro videli, kje imate kakšne težave, kje se vam največ zatika, katere so pač ene informacije, ki si jih ful težko zapomnite, da pač videli boste, ko boste ponavljali snov, ene stvari se ful hitro spomnite, pač takoj znate ponoviti, ni problema. Pri enih stvareh je pa pač potrebno malo dlje časa ali pa malo več ponavljanja. Tako da to je tudi primeren čas pol, da ojačate oziroma da pač ugotovite, katere stvari vam res delajo pač dejansko več težav in se pač osredotočite še malo bolj na one. Okej, pol pridejo pa res pač tako teden oziroma par dni pred testi, pred izpiti oziroma tudi med izpiti, a ne. Poglejte si tudi, če si še niste, kdaj so točni datumi vaših predmetov, a ne, kako se vam tudi ti, izbirni predmeti porazdelijo. Eni jih imajo res vedno ful na kupu, enim se pa tako lepo porazdeli, da imajo vsaj kakšen dan ali pa dva vmes tudi fraj, no, tako da to si tudi vnaprej poglejte, a ne, da se pripravite na to, da če veste, da boste imeli pač dva predmeta zaporedoma, da bo takrat malo bolj intenzivno vse skupaj, tako da je fino, da se na to tudi pripravite. In ja, v bistvu v tem času je bolj čas, da ponavljate stvari, ne da se učite nove zadeve. In to je tudi čas, ko smo pač po navadi najbolj na trnih, malo živci začnejo delati, malo ste nervozni. In v tem času je zares bolj pomemben neki ta, self-care, kako bi se temu rekli. Se pravi, prvo, da pazite, da dovolj spite. Tukaj vam res priporočam, da pač ne riskirate, all-nighterjev zato, da pač se boste učili, ampak da se res naspite, ker medtem ko spimo, se nam pač največ informacij usede v možgane in si največ stvari zapomnimo. Tako da velikokrat je veliko boljše za vas, da greste spat, kakor da se pač celo noč učite in ste nafilani z ne vem kavami ali Red Bulli ali čimerkoli. Saj pride kdaj do tega, saj je normalno, pač nič hudega, če kdaj to naredite, samo probajte res, da vam to ne postane navada, ker, pač dejansko lahko zaradi tega slabše pišete konec koncev maturo, kakor če greste lepo spočiti pač pisati izpit. Vam bojo možgani veliko boljše funkcionirali, tudi sploh pač v neki taki stresni situaciji. Pa ja, vnaprej si tudi poglejte, saj to bomo tudi mi na webinarjih še omenjali, ampak pač tako, katere potrebščine rabiš. Pri matematiki imate lahko ful enih stvari s sabo, pri angleščini so tisti slovarji in tako naprej. Tako da pač poglejte si malo, katere stvari imate lahko pri katerem predmetu zraven, pa si pač to pripravite. Ne vem, jaz vem, da pri nas je bila vedno panika en dan pred maturo iz angleščine, pač pred tem pisnim delom, ke so vsi kar naenkrat rabili slovarje, angleško-angleške, slovensko-angleške in tako naprej. Pač dajte te stvari, za te stvari poskrbeti vnaprej, zato da ne bo pač te hude panike, da imate pač te stvari ready in da se ne rabite glede tega pač sekirati last minute. Tako da ja, to so v bistvu te glavne stvari, ke sem jih hotela povedati. Saj ni pač ni noben rocket science pač to, kako in kdaj se pripraviti, a ne, samo je pa super, da ste se zdaj začeli s tem ukvarjati,
ker si pa lahko res, res olajšate vse skupaj na koncu. Um, Tako da ja, ta v bistvu predpriprava oziroma ta urnik, pa to, da si pač nekako postavite nek realen pač urnik, kdaj in kako se lahko učite, je res super. Valjda, da bo na koncu vsak bolj intenzivno delal. Pač ja, se je bližje, ko so testi, bolj intenzivno se učimo. Ampak zelo veliko si lahko prišparate že s tem, če pač sem sproti, neobremenjeno, že pač obdelate neke snovi za nazaj, da lahko pa res v tem najbolj stresnem času pač čim več samo ponavljate, ne pa da se pač vseh snovi na novo učite. Tako da, če ima kdo, kar se tega tiče, vmes že kakšno vprašanje, kar napišite. Zdaj, glede na to, da vas je ene dobre pol v unmu začetnemu vprašalniku napisali, da ne uporabljate še platforme, oziroma da jo verjetno poznate, ampak pač da nimate še zakupljenega dostopa. Za vse, ki ste danes prišli na webinar, smo naredili eno posebno akcijo, ni na platformi, tako da če jo želite izkoristiti, mi lahko pošljete mail. Drugač pa, mogoče eno vprašanje, da vam nam zdaj spam, tle ful preveč. Mogoče dajte sam raise hands ali thumbs up ali nekaj, če želite, da vam sam screen shaream, da vam malo pokažem platformo, če koga zanima, pač kako vse skupaj izgleda. Aha, jih je kar nekaj. Ok, vidim, da jih je kar dosti. V redu, saj mogoče bom pokazala, kako izgleda platforma. Hvala za odzive. Za tiste, ki pa pač že uporabljate platformo, bo pa to mogoče en dober sam overview, da mogoče pogledate, če kakšne stvari še ne uporabljate ali pa če česa še ne veste, kako pa kaj funkcionira. Da vam še tako pokažem. Se pravi, jaz zdaj tle sem se registrirala noter in sem prijavljena in imam pač, kakor da imam plačljiv dostop, pač sem si odklenila. Se pravi, tukaj imate 3 predmete, a ne? Angleščina, matematika, slovenščina. Bom vam pokazala malo, kako vsak predmet posebej izgleda. Se pravi, najbolj pomembna zadeva je tale poglavja in vaje pri vsakem predmetu. Tukaj imate v bistvu to, kar sem na začetku rekla, da si fino, da si naredite en pregled vseh snovi, ki jih morate vedeti za pač vsak predmet. Tukaj imate v bistvu pregled vseh snovi, pač tako zelo lepo sistematično. In če vam pokažem, recimo, pač tukaj jih je recimo pri angleščini veliko, tle sem večinoma jaz pripravljala vsebino, to so pač poglavja. Bom vam pol tudi na koncu še te pokazala, kaj je pri teh nasvetih pa pri writingu pa tako, ampak samo toliko, da vidite primer enega poglavja. Recimo, angleški časi, pač ena izmed bolj priljubljenih tematik. Tukaj imate pač vsak angleški čas, razložen pač tako na kratko jedrnato v video razlagah. Pol je tukaj en webinar, kjer so pač pogoste napake, to sem ga pač jaz pripravila glede na moje delo z dijaki, katere stvari se pač največkrat pojavljajo kot neke napake oziroma kaj največkrat, pa sem to dam potihem, kaj pač največkrat zamenjujejo dijaki oziroma pač kakšne težave se pojavljajo pri tovrstnih nalogah glede časov. No, pa imate pa zraven zapiske, ki si jih lahko zloadate. Tukaj je v bistvu povzetek vseh časov, a ne, ta glavne stvari, ki jih morate vedeti za vsak čas posebej, in tukaj so potem še naloge, ki jih pač lahko rešujete online. Tako da tako izgleda pač recimo eno poglavje in tukaj si lahko pogledate, da je pač res veliko teh poglavij. En poseben razdelek imamo za word formation, drugače pa tukaj pri writingu so za vse, pač so recimo webinarji, kako napisati formal letter oziroma pač nasveti za pač te pisne dele. Tukaj so tudi interpretacije pač knjig, ki jih imate pri angleščini za poznati, tako da si lahko vse tukaj pogledate. Potem imate zraven še, ta je v bistvu najbolj tako zelo uporabno poglavje.
kjer so pač nasveti, kako se pripraviti za reading, pa te strategije za reševati reading naloge, kako se pripraviti za listening, in pa najbolj popularni trije webinarji o gap fillih, se pravi ta one word gap fill, verbs gap fill, pa word formation. Tukaj smo rešili tako full secirati vse te naloge in imate zelo lepo tako razložen, kaj pač paše kam in kako veste pač kako reševati te zadeve. Tudi za poklicno maturo imamo na isti način nasvete, pa so pa pač tukaj še razlage starih maturitetnih pol, za splošno, za poklicno in pač si lahko noter pogledate te rešitve in razlage. Tako da to, recimo za angleščino, pa za matematiko, je malo v bistvu še več poglavij. Tudi podpoglavja so. To sem zadnjič z eno punco glih debatirala, ker nekaj je iskala in je iskala pod številske množice, ampak v resnici imate tukaj pol še podpoglavja za vsako posebej. Tako da pač malo, če kaj iščete še znotraj poglavja, malo raziščite, če so kakšna podpoglavja. Drugače pa, ne vem, verjetno zdajle večinoma delate odvode pa integrale, tako da vam lahko to pokažem. Se pravi, so tudi kakšne stvari za višji nivo, te stvari so označene. Ali pa pač, če pa ni označen, je pa pač tudi za osnovni nivo in pa pač zapiski za vsak osnov, tako da pač imate vse te glavne stvari. Tukaj, kar je sivo, je za višji nivo, kar je pa s črno, je pa pač za osnovni nivo. Tako da to je recimo matematika. Samo toliko, da vam še do konca pokažem. Pri matematiki tudi še prihaja, recimo zdajle glih naša Anja ureja eno ekstra poglavje, bomo v naslednjem tednu še dodali, kjer bo tudi ustna matura in smo naredili v bistvu celo skripto z vsemi vprašanji in odgovori za ustno maturo. Pa še ful enih novih rešenih starih pol prihaja zdajle v pač naslednjih parih tednih, tako da ful pač nove vsebine tudi dodajamo zdajle v tem času še. Še slovenščina, da vam pokažem, pri slovenščini je pa tako, pač trenutno najbolj klikano poglavje je že esej na maturi. Tukaj so pač tako webinarji, kako se lotiti eseja, kako si narediti osnutek in potem je za vsako knjigo so trije webinarji, kjer pač res vse obdelamo, vsebino, karakterizacijo, teme, motive, ideje, žanr, dogajalni čas in prostor, pač res vse, kar delate pač tudi v šoli glede teh knjig. Potem je tukaj književnost, to vam pač bo prav prišlo za ustno maturo. Tukaj so pa v bistvu samo zapiski naloženi, jih je pač naša komparativistka Anja pripravila, kjer pač dobite v bistvu za vsako to delo, ki je pač na seznamu za ustno maturo. Tukaj je recimo tudi odlomek, ki ga imate verjetno v berilu, pa imate za vsakega tako vsebino, katere so pač pomembne stvari, kaj za eno delo je to, katere informacije morate tukaj poznati, recimo tule imamo to Sokoljo teorijo, kaj je novela, pač v kontekstu vse skupaj postavljen, pa še o avtorju pač nekaj zadev, tako da so res pač taki povzetki vseh teh zadev. Vidim, da že pišete v chat oziroma v Q&A, pogledam takoj, samo da tole še do konca pokažem. Tako da ja, tle so pač vse, tle je tudi recimo v oblikoslovju, so znotraj tega še glagol, samostalnik, pridevnik in tako naprej in pač za vsakega imate pol tukaj noter še video razlage, zapiske, vaje in tako naprej. Tako da so res pač vse stvari lepo povzete. Tako da ja, tle se vam pol tudi meri napredek, koliko rešujete in pač se vam to označi. Tako da evo. Če ima kdo še kakršnokoli vprašanje, lahko še kaj pokažem, če boste rabili, če ne bom pa zdajle odprla chat in vprašanja in se lotim še vaših vprašanj. Tlele bom pa samo dala še enkrat povem, če bo kdo želel to ponudbo izkoristiti, naj mi prosim piše na mail. Moj mail je pa tlele napisan na ekranu, tako da evo. Jaz si pa odprem Q&A, da vidim, kaj sprašujete.
Ok, grem kar po vrsti, prav? Tako da počakajte, da pridete do svojega vprašanja. Eno vprašanje, kako naj se pripravljamo na maturo iz angleščine? A je najboljši način samo reševanje pol? Ne vem, kako bi se drugače pripravljala na gapfil, če ti ne gre. Ja, vsekakor za gapfil je najboljša vaja oziroma najboljši način učenja pač reševanje starih pol. Zaradi tega, ker imate v bistvu tam noter, v gapfilih je v bistvu skupek vseh teh pomembnih slovničnih tematik noter, a ne. Recimo, če imate gapfil verbs, je pač, a veš, tukaj ponovitev in časov in passive voice in if clauseov in reported speech, pač vse, kar lahko delaš z glagoli, na primer, a ne, ali pa za one word gapfil, tam je pa vse v bistvu, kar sem vam tam pokazala pod poglavji za angleščino. Tako da dejansko je to najboljši način, super je recimo zraven, glih recimo te naše razlage starih pol, a ne, kjer tudi povemo, zakaj zdaj v nek gap pride ena beseda, pa v bistvu kako lahko iz konteksta, se pravi iz stavka, ki ga imaš okrog tega, ugotoviš, ker velikrat so v stavkih kakšne taki, jaz rečem tem signal words, se pravi kakšne besede, ki signalizirajo, kaj boš ti tja v stavek mogel dati. Tako da dejansko za gapfil je daleč najboljš, da sam čim več teh vaj rešujete in pač zraven, ne samo rešujete, pogledate odgovore, ampak da razumete, zakaj je pač nek odgovor pravilen pa ne, pa kako si pač ugotovil iz konteksta, kaj bo najbolj pasalo noter, no, tako da definitivno zato najboljša vaja. Naslednje vprašanje je bilo, če imamo na platformi snov samo za splošno ali tudi za poklicno maturo. Ok, good question, in tudi kar pogosto vprašanje. Zdaj načeloma je tako, mi smo v osnovi platformo začeli delati pred večimi leti, s tem, da smo se ozirali večinoma na splošno maturo. Pol se je pa izkazalo, da pač ja, je ogromno ljudi gre delati tudi poklicno maturo, in ko smo šli gledati vsebino, a ne, za poklicno maturo, je dejansko tako, da imamo vso snov za poklicno maturo mi že gor, sam pač, da je manj, a ne, za poklicno maturo je pač en manjši del snovi potreben ga znati, kot za splošno maturo. Tako da zdaj smo mi v procesu tega, da na platformi tudi označujemo, to je za poklicno, to je za splošno. Nimamo še vsega označenega, ampak tudi verjetno prej, ko sem vam kazala, ste opazila, ne, en razdelek imamo nasveti za splošno maturo, en razdelek nasveti za poklicno maturo, tudi tam pri starih maturitetnih polah imamo ločeno splošna poklicna matura in zdaj tudi pri vseh snoveh za nazaj označujemo, katera pride pač v poštev za poklicno, katera pride v poštev za splošno. Tako da ja, v bistvu je pač primerno za splošno in poklicno maturo. Ok, zdaj grem naprej po vprašanjih, no, saj bom jih na glas prebrala. Kako si porazdelim čas za na primer matematiko, kdaj bi se začela učiti za ustno maturo, ali naj to začnem delati maja, pa kako si splaniram, da vse ponavljam, ker se mi zdi, če bi začela eno temo, mi to ne bi uspelo v enem tednu obdelati. Ok, kar več stvari v enem vprašanje. Recimo konkretno za matematiko primer, a ne, obširen predmet je, veliko poglavje za predelati, pač res je, da je težko verjetno tako, da recimo eno poglavje samo zelo na hitrico obdelaš, je treba pač nekaj vaj narediti v različnih težavnosti in tako naprej. Tako da tukaj bi jaz planirala glih tako, da pač ja, si narediš nek načrt učenja in ga tudi lahko sproti prilagajaš. To mogoče na začetku nisem še povedala. Se pravi, za vsako snov, a ne, je fino, oziroma za vsak predmet je fino, da tudi ko začnete pol po tem svojem načrtu učenja delati, da pač malo spremljate vseeno, da opazujete, a vam gre po planu ali ne, in če vam ne gre po planu, da pogledate, ok, kje zdaj izgubljam čas, a sem si mogoče narobe ocenila, da pač mi ena stvar ali pa en ponovitev ene snovi vzame ful več časa, kot pač
sem predvidevala, da mi bo vzel. In si na tak način pol tudi lahko prilagodite plan za naprej. Glede zato pravim, da je ful dobro, da že zdaj začenjate, ker zdaj še ni take panike. In je idealen čas, da te stvari stestirate, sprobate, da ni pol takrat maja panika, ker pač vidiš, da za eno stvar dlje časa rabaš, kakor pač si zamislil oziroma zamislila. Tako da to je en nasvet. In se mislim, da sem v bistvu vse skupaj sporočite, če se še kakršnokoli pod vprašanje pri tem, ampak mislim, da sem zajela nekako, no, upam. Potem je eno vprašanje, če je platforma namenjena težavnosti splošne mature. Ja, to sem že prej rekla, v bistvu mi smo zamislili si, pač originalna zamisel je bila za splošno maturo osnovni nivo, pol smo pa dodajati začeli še stvari za poklicno maturo oziroma označevati, pa tudi še dodajati zadeve za višji nivo. Tako da tudi pri recimo angleščini in matematiki so nekatere stvari pač označene tudi, da so za višji nivo. Pametno vprašanje, če popust velja za matura dostop. Ja, to govorimo o matura dostopu, kjer vam pač ta dostop velja do opravljene mature. Se pravi, načeloma vam velja matura dostop do 1. julija 2025, se pravi, ko se nekako že čisto zaključi ta spomladanski rok. Če pa gre kdo pa kaj zviševati ali karkoli še jeseni, vam pa pač brezplačno podaljšamo tudi do jeseni dostop, tako da pač se še potegne do takrat. Potem je še eno vprašanje, če imamo tudi kakšne skrajšane zapiske za snovi. Zdaj tako je, nimamo več različic zapiskov, pač imamo ene zapiske za vsako snov. Je pa tako, da so si snovi med sabo različne, a ne. Ene zadeve so ful krajše oziroma manj zahtevne kot druge, tako da recimo, ja, zapiski za glagol pri slovenščini, na primer, so veliko bolj obsežni kot zapiski za medmet. Kaj takega, če veš, kaj mislim. Tako da ja, zapiski so različnih dolžin. Spet, vedno si pa lahko pri taki zadevi pomagate, da ne vem, pač daš naše zapiske v chat pa rečeš, skrajšaj mi jih, če ti je pač to preveč. Ampak načeloma imamo mi sestavljene take zapiske, da so gor res vse osnovne pomembne informacije, tako da načeloma ni ful odvečnih stvari v naših zapiskih. Vprašanje, če nudimo tudi kakšne skupinske inštrukcije, kjer se pogovarjamo o maturitetnih knjigah. Zaenkrat, tega še nikoli nismo organizirali, ampak smo pa pač tudi, je naša ekipa zelo prilagodljiva, tako da če se vas pa pač ne vem, 10, da bi hodili kot ena skupina k nam, pa se pogovarjali ali o knjigah ali delali kjerkoli drug predmet, komot zorganiziramo, tako da napišite, če bi želeli, da kaj takega naredimo. Še vprašanja? Super, vidim, da ste kar not padli, tako da odlično. Če so na platformi razložene samo osnove, na primer na Astri razložile lažje začetne primere pri matematiki. Mi smo šli čisto pač, pri nas so vsebine pri nas ne dela AI, delali smo jih pač profesorji posameznih predmetov, tako da mi smo šli pač zelo sistematično po učnem načrtu za gimnazije pa za poklicne šole in smo pač ta glavne tematike obdelali. Nekje bi lahko šli verjetno tudi kaj bolj v detajle ali še kaj dodatnega za višji nivo naredili ali karkoli. Ampak dejansko so naše video razlage, pač tako, kot sem že rekla, namenjene v osnovi za osnovni nivo splošne mature. Dodajamo pa skozi tudi kaj novega, tako da kdorkoli, ki že uporablja platformo, pa vam karkoli manjka, ali pa se vam zdi, da je kaj premalo, ali pa konec koncev preveč v detajle razloženo, nam prosim kar napišite, ker to, pač vsak tak feedback tudi nam veliko pomeni, ker je vseeno konec koncev pač platforma narejena za vas, ki jo uporabljate, tako da dejansko vse te komentarje mi zelo resno vzamemo, ni tako, da pač pride na mail pa smo tako, who cares, nam se zdi tako, ampak
pač dejansko, če nam vi poveste, kaj se vam zdi, kaj bi še radi imeli, kaj vam manjka, se pač spravimo in naredimo in objavimo to gor. Tako da z veseljem sporočate sproti tudi svoje vprašanja. Ok, ena pohvala, hvala. Še vprašanje, kdaj ne bi se začeli učiti za ustno maturo. Zdaj tako je, recimo pri matematiki je na tak način, da ok, pač za ustno maturo morate vedeti teorijo, pač imate boste imeli v roku enega tedna tudi skripto gor. Ampak itak je tako, da ko začnete ponavljati snov, ne glede na to, ali ponavljate za pisno ali za ustno, zdaj za matematiko govorim ločeno, a ne, itak morate poznati neke te osnove, ki so itak, a ne, ali neka definicija, ali nekaj, ok, ne rabite se jih zdaj na pamet naučiti še, ampak gre dosti skupaj, a ne, da veste neke osnove, neko teorijo v zadevi ali pa enačbe ali kakorkoli. In pol pač rešujete vaje, ki jih pač dobite pol recimo na pisni maturi. Pri slovenščini je dejansko tako, da so pač različne snovi, a ne, in je eno je esej, eno je pač pisni del in eno je pol še ustna matura, kjer je književnost. To je dosti ločeno. Fino je, da si pač nek spet pregled vsega naredite že prej, pol pa je načeloma vse ne bi bilo dovolj časa, da pač, ko zaključite s pisnim delom, da imate še dovolj časa, da se tudi na ustnega pripravite. Ampak spet, če si le lahko to prej vsaj malo olajšate, si dejte. Ali so pri matematiki zbrane vse vsebine za višji nivo, ali so rešene tudi maturitetne pole iz višjega nivoja? Na platformi verjetno sprašuješ. Tole zdajle na pamet, čist ne vem. Mislim, da so vse vsebine za višji nivo, ja. Mislim pa, da nimamo kakšnih pol iz višjega nivoja rešenih, ampak jih ima naša profesorica za matematiko, ima glih v planu, da v bistvu do sredine marca naloži gor na platformo še ene par starih pol, pa ji pač komot rečem, da še kakšno iz višjega nivoja reši, tako da pač komot dodamo še to gor, pač nam vzame to ne ful veliko časa, a pač ona more rešiti pa pripraviti vsebino, ampak ja, vidiš, tako, kakšne stvari nam sproti ful ne padajo na pamet, tako da super, da napišete in vprašate. Še eno vprašanje, ali je v redu, da zdaj rešujem pole iz slovenščine, pač z razlago, namesto da bi se učila po poglavjih. Namreč je ogromno stvari, ki se jih spomniš pri nalogah, če pa česa ne veš, pa takrat pogledaš. To je idealni način, v bistvu, da ti rešuješ preko pol in ti preko pol vidiš že lahko, katere snovi ti grejo boljš, katere slabš. Če recimo ti nimaš problemov, ne vem, pri glagolih določati stvari, a veš, aj dovršni, aj nedovršni, kakšen je naklon, kakšen je čas, kakšno je ono, pol veš, ok, glagola ful posebej se ne rabim učiti, ke mi gre dobro na teh testih. Pa skoraj vedno bo kakšna taka naloga, recimo. Na drugi strani, če pa pač ti, ne vem, gre una naloga slabo, ke tudi se skoraj vedno pojavi, a veš, aj to sestavljanka, izpeljanka, tvorjenka, karkoli, se pravi besedotvorje, če ti pa to ne gre, pa vidiš, da ti pri 3 različnih polah starih to ne gre, pa veš, ok, fino bi bilo ponoviti besedotvorje, ali pa fino bi bilo ponoviti glasoslovje, ke sem pozabila, kateri so ono široki, ozki in tako naprej. Tako da to je ful dobro, da ja, rešuješ stare pole, preko tega ker je pač itak neki overview vse snovi v polah, a ne, in preko tistega pol vidiš, ok, teh stvari se moram še ful posebej lotiti, te stvari mi pa že grejo dobro. Tako da to je zelo dober plan. Še eno vprašanje, če kupim to za 125 evrov, kot ste rekli, mi dostop velja do 1. 7. Ja, do 1. 7. oziroma, če boš še karkoli rabil oziroma rabila do jeseni, podaljšamo tudi do jeseni. Samo nam morate napisati. Še eno vprašanje, kako pri angleščini ne falimo teme naslova za esej, pa kako se pripravimo za morebitne naslove? Hvala. Ok, tega ne štekam čisto, se pravi, da ne falimo teme naslova za esej. A v smislu, da
se ti zdi, da je nevarno, da pač ne bi pisala o pravi temi, ki jo imaš. Sorry, mal čist ne razumem. Um, ampak ja, če gledamo zdaj za esej po angleščini, za osnovni nivo, je pomembno, da probate čim več esejev napisati prej. Ponavadi to itak že v šoli delate, če ne delate v šoli, lahko tudi meni napišete, pa vam jaz, oziroma pač, ne vem, rešite kakšne stare, mislim, odprete kakšne stare pole, napišete kakšne eseje. Zdaj, tako, cheap verzija je, da pač date v chat, pa rečete chatu, da naj ti pač da feedback, pa preveri. Malenkost dražja verzija je, da lahko pač meni pošljete, to je pač plačljivo, ampak jaz vam zelo natančen feedback dam pol na esej za angleščino, tudi za slovenščino, no, nam lahko te stvari pošiljate. Ampak ja, pač da dobite nek relevanten feedback in slovnični in vsebinski. Sam vsebinsko je pa tako, ne moreš faliti teme, če razmišljaš o nekih argumentih, ki bi jih podala na uno temo, ki jo imaš. In tukaj bi jaz sam še enkrat ekstra poudarila pomembnost osnutka. Pač in pri slovenščini in pri angleščini, v bistvu za obe vrsti eseja je to pomembno. Se pravi, če vnaprej razmišljaš, kaj bi pisala, pa kateri bojo tvoji argumenti, pol se mi zdi, da kar težko fališ v bistvu temo za esej. Tako da upam, da sem odgovorila. Ena je še napisala, imam nič zapiskov za angleščino in zelo slabo podlago zaradi profesorice. Če se učim zgolj po vaši platformi, je to izvedljivo. Jaz sem mislim, za angleščino ti pa res lahko zagotovim, ker sem jaz vsebino delala, tako da pač ja, definitivno bo več kot dovolj, če se učiš po naši platformi in lahko zelo lep rezultat na maturi dosežeš. Ali so pri angleščini rešene maturitetne pole višjega nivoja? Ne. Zaenkrat so gor maturitetne pole osnovnega nivoja, ampak, tako kot smo se prej za matematiko pogovarjali, se usedem, posnamem višji nivo. Sej zares naloge niso blazno težje na višjem nivoju, so pa pač mogoče kakšni taki triki oziroma pač fore, ki jih je fajn poznati za višji nivo, da ga dobro rešite. Predvsem govorim tle o eseju, imamo webinar za esej na višjem nivoju, ki je pač literarni, tako da za tisto imate webinar na platformi. Ja, gap fill pa niti ni take blazne razlike, no, pri enem ali pa pri drugem. Potem je eno vprašanje na splošno za angleščino, kako se učiti, da nima več shranjenega besedišča od vseh let. Ok, tudi to je ena stvar, ki sem jo jaz pomislila, da vam verjetno manjka. Ful je težko, sicer jaz sem že začela delati, tako da imam že pripravljen in po mojem v roku tega meseca tudi naložimo še eno ekstra skripto, v bistvu z vsem pomembnim besediščem za angleščino. Ampak dejansko je tako, da na vsaki šoli malo drugače delate. Pač vse tematike so razpisane, a ne, v učnem načrtu za vse nivoje ali kakorkoli. Ampak pola ne, eni delate po enem učbeniku, drugi po drugem. Enim profesorji sami delajo neke prezentacije ali pa neke zapiske. Tako da tle ful na različne načine vsak dela neke pač tematike. Tako da mi bomo naložili te tematike gor z besediščem, ampak smo ga pač pripravljali na tak način, da je dosti generičen, se pravi, da ne bo tam nek artikel, ki ste ga vi delali v šoli iz pač The Guardiana ali pa nekaj, ne, dodajali bomo zraven pač further articles, da jih lahko vsi preberete o teh tematikah, ampak načeloma smo pa samo tako zajeli pač, katere teme so v učnem načrtu oziroma v maturitetnem katalogu in pač kaj je neko glavno besedišče, ki ga morate poznati za te tematike. Aha, še eno vprašanje.
Kaj pa je mišljeno kot višji nivo? Ali je to splošna matura ali je to naprimer pri poklicni maturi višji nivo? Ja, pardon, mogoče nismo tega dosti jasno omenili. Jaz mislim, da večinoma so vsi spraševali za um, splošno maturo višji nivo. Se pravi, pri slovenščini na splošni maturi imajo itak pač vsi pišete višji nivo. Potem se pa lahko odločite, da greste kakšen predmet še pač pisati na višjem nivoju, lahko matematiko, angleščino ali pa pač kjerga drugega. Tako da ja, govorimo o splošni maturi na višjem nivoju. Še eno vprašanje. Profesorica poudarja, naj nujno pišemo to, kar je naša tema na eseju, naj ne zaidemo iz naslova, ker bodo točkovali z 0 točk. Osebno mi angleščina ne gre, kako naj se pripravim na pisanje eseja kot nekdo, ki ima angleščino slabo. Ok, ja, to je že to. Mislim, mi imamo tudi veliko nasvetov, kako dobro pisati eseje oziroma pač te pisne zadeve na angleščini na platformi. Drugače pa jaz čisto v tem primeru, če imaš in slabo profesorico v šoli in pač res ti ne gre dobro angleščina oziroma da pač, ali pa imaš mogoče sam slab odnos do angleščine, da pač ne vajbaš z angleščino, poti jaz mogoče vsem priporočam, da ne vem, lahko priješ k nam lahko samo 1 uro enega posveta, pač čisto individualnega, ali pa pač ja, da se zmenimo, da malo pošiljaš kakšne eseje, da ti preverimo pa damo feedback, ker na tak način se boš največ naučila oziroma najbolj ti bo jasno, Jaz tudi lahko neke generične nasvete dajem, ampak vedno je najbolj aktualno, če pač, a veš, ti lahko direkt na tvoj esej dam feedback ali pa direkt pač zate povem, ok, lej, tle so tvoje močne točke, tle so tvoje šibke točke, te šibke točke lahko popraviš na tak pa tak način in pač z vajo se to da vse do maja, junija zelo lepo popraviti, pač niso to tako nerešljivi primeri, no, tako da evo. Pri word formationu imam ful problem, naprimer, da je velikokrat kakšna beseda, ki je sploh ne poznam ali pa ne poznam prave oblike, kako naj rešim to, samo rešujem več pol. Ja, ok, mislim, reševanje pol nikoli ne škoduje, tako da ja, to je super, če rešuješ. Drugače pa tudi, spet recimo, mi smo na platformi, ki imamo prav še eno ekstra word formation poglavje, ker je to zelo iskana tematika. Smo v bistvu naredili glih tako videe, se pravi, kako iz ene besedne vrste v drugo lahko prehajajo besede in na kakšen način ugotovimo, kako pač to funkcionira. Je pa res, da so tako, ene stvari so take, da se jih moraš malo naučiti oziroma da preko vaje, se ti usedejo v možgane, da veš, ne vem, kakšne so mogoče neke najbolj pogoste končnice za samostalnike, kakšne so za glagole in tako naprej. Oziroma, da že sploh znaš določiti, kakšno besedo iščeš, Se pravi, ko imaš ti besedilo pred sabo, neki gap, da se ti najprej vprašaš, kakšne vrste sploh iščem jaz tle besedo. A tle noter paše glagol, a tle noter paše samostalnik, a tle noter paše pridevnik ali karkoli in pol na tak način iščeš naprej. Ali lahko v primeru zakupa paketa pošljemo pisne sestavke in dobimo povratno informacijo, ali je to kak poseben paket? Ok, s tem, ko zakupite paket na platformi, dobite eno povratno informacijo na kjerkoli pisni sestavek znotraj paketa. Se pravi, to pomeni, da nam lahko pošljete ali esej za slovenščino ali pa pač nek pisni izdelek esej za angleščino. Če pa pač hočete kakršnekoli dodatne še, da bi pol nam še pošiljali ali kakorkoli, je pa to pač dodatna cena oziroma mislim, da je 25 evrov za en esej za slovenščino, en set esejev ali kakorkoli za angleščino, tako da tudi, če mislite, da nam boste ful esejev poslali v preverbo, se pač lahko zmenimo tudi za kakšen popust, če je pa pač to enkratna zadeva, je pa tako. Kateri slovar je bolje kupiti kot nekdo, ki gre na višji nivo, angleško ali angleško-slovenski? Na maturi imaš lahko oba.
Pa jaz tudi mislim drugače, da ga ni treba kupiti. Jaz vem, jaz sem tudi šla recimo na angleščino na višji nivo, pa sem si ga v knjižnici sposodila. Mislim, imam zdaj slovarje, ker pač sem študirala angleščino, pa sem jih rabila za študij, ampak mislim, da za maturo ni potrebno, da si kupujete slovarje, no, ampak je čisto dovolj, če si jih sposodite. In ja, na maturi lahko imate in angleško angleškega in slovensko angleškega angleško-slovenskega, tako da to je to. Study template. Hvala za opomnik. Zdajle pošljem v chat še dva različna study templata, ki sem jih pripravila. Vzemite si pač tistega, ki vam bolj paše. Evo, zdaj sem, upam, da boste videli. Dajte samo en thumbs up, da vidim, da ste dobili. Ste dobili, ok, super, hvala. Če kdor karkoli, česarkoli ni dobil, mi vedno lahko mail pošlje, ok? Tako da, evo, super. Še eno vprašanje, kako je glede individualnih inštrukcij v primeru zakupa paketa? To pa v bistvu, mi itak imamo večinoma samo individualne inštrukcije, ne delamo ful enih skupinskih, včasih smo jih, ampak smo zdaj pač res prešli v čisto individualno delo. Tako je, da se zmenimo. Pač slišimo se, naredimo pač nek Zoom call ali se po telefonu slišimo ali kakorkoli, zato da vidimo, kaj pač vsaka oseba posebej rabi, kje ima težave, da pač poveste, a ne, kaj rabite in se pač čisto individualno pol zmenimo, koliko ur predvidevamo, da rabite, na kakšen način delo rabite, a v bistvu bolj rabite samo platformo, pa da vam nekdo pol ocenjuje eseje recimo, ali rabite res še poleg video razlag, ki so na platformi, pa Vipa vsega, še res neko pač ekstra, čist individualno pripravo. Tako da to se pa pač dogovorimo izven v bistvu tega paketa, pač kakšno podporo bi rabili. Eni so napisali, da niso dobili templata. Mogel bi biti, poglejte, vspodaj pri Zoomu, če je nekje chat in v chat sem jaz poslala te dva templata. Če pa kdo še vedno ga nima, pa naj mi napiše mail. Prav pa vam bom na mail poslala, da si lahko shranite. Ja, Ivana, hvala lepa za pohvale. Tako da jaz mislim, da sem prišla do konca vseh vprašanj. Če kaj nisem odgovorila, mi lahko še enkrat mogoče napišete oziroma lahko se tudi javite, pa vam dam to opcijo, da govorite. Če ne pa, če bi želeli izkoristiti akcijo, če imate še kakršnakoli dodatna vprašanja, če bi želeli template za study planner, tlele od spodaj je moj mail in evo, več kot 1 uro že govorim, tako da mislim, da bom se počasi ugasnila. Upam, da ste kaj pametnega slišali danes oziroma da ste, če ne drugega, malo motivacije dobili, da zaštartate z učenjem. Tako da srečno, jaz držim pesti za vse, pa hvala Uniju, da ste do zdajle zdržali, tako da super. Lepo se imejte, dobro zaštartite.